Danes govorimo o tem, kako narediti raziskavo ključnih besed za vsebinski marketing in oglaševanje. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Danes bova z Nejcem govorila o tem, kako narediti raziskavo ključnih besed za vsebinski marketing In oglaševanje. Hvala, Nejc. Če si mogoče nisi ogledala prejšnje oddaje, klika na link in si pojdi pogledat zdajle takoj. Z Nejcem sva govorila o 7 nasvetih, kako povečati engagement oziroma interakcije na družbenih omrežjih. Zelo zanimiva oddaja, tako da skoči pogledati, potem pa priti nazaj. Kot rečeno, pa danes govoriva o raziskavi ključnih besed. Nejc, imaš 5 sekund, da še ti pozdraviš, pa greva v predstavitev. Ok, to je bil tvoj pozdrav. Zakaj danes govoriva o tem? Zato, ker so iskalniki, še posebej pa seveda tukaj prednjači Google, so del našega vsakdanjega življenja. To je običajno nekako prva stran, ko pridemo na internet in uporabljamo jih seveda zato, da raziskujemo, da iščemo nove stvari, tudi kakšne stare in tako naprej, ko nakupujemo in tako dalje. In seveda kot podjetja moramo vedeti, za katere ključne besede naj bi optimizirali svoj vsebinski marketing, zato da ko ljudje iščejo, tudi najdejo naše vsebine. Ok, seveda, ker vemo, da je ključ vseh, da si na prvih parih mestih na Google ali pa v katerem koli drugem iskalniku, je kot rečeno zelo pomembno, da svoje spletne strani optimizirate za ključne besede. In sicer predvsem zaradi 2 stvari je to pomembno. Ali je to z vidika oglaševanja, se pravi, ko iščemo ključne besede za oglase, ali pa z vidika optimizacije naše spletne strani v smislu search engine optimizationa. Ok, jaz sem za uvod še kaj pozabil, Nejc, me bo še kaj dopolnil? Ja, jaz bi mogoče sam rekel, da bo to čim bolj enostavno, čim bolj praktično. Sva danes izbrala en primer, čez katerega se bomo sprehodili, in sicer sva vzela za primer spletno stran prvega vtisa, osebne in poslovne fotografije, in bova na podlagi te spletne strani pogledala, katere ključne besede izbrati oziroma kako pravzaprav narediti to raziskavo. In najboljš, da greva kar v to, ne? Ok, bova začela pri prvi točki, ki je običajno se začne z nekim brainstormingom oziroma, kako že to po slovenski, viharjenje možganov, nekaj v tem smislu. Kar v tej fazi, spravi, začnemo razmišljati o vseh ključnih besedah, katere se spomnimo, katere bi tudi uporabnik, ko pač gre brskati oziroma gre iskati v iskalniku, lahko pomislil. Če gledava to na primeru prvega vtisa, je to lahko fotografija, fotografiranje, fotografije za osebni dokument in tako dalje. Se pravi, res vse, kar nam pade na pamet, si kar začnemo zapisovati v neko tabelico. Če smo tudi nekako bolj navajeni na list papirja, lahko tudi na list papirja in začnemo pisati kar vse, kar se spomnimo. Kar se spomnimo. Nanašati se pa mora na našo storitev, se pravi, raziskujemo iz našega aspekta oziroma brainstormamo. In potem, ko to smo zadovoljni, ko smo po brainstormali, a veste, to ni dovolj, to je samo pač v naši glavi, samo naš notranji vidik. Orodja pa nam pomagajo pri tem, da nam omogočijo, kaj pravzaprav ljudje iščejo, kakšne so tiste ključne besede, za katerimi gledajo ljudje. In naslednji korak pri tem je, ko naredite ta prvi brainstorming, da ga nekako razširite s tem, da greste kar na Google in te ključne besede, te besede, ki ste si jih zapisali, kar vpišete v Google. In potem poskrolate do konca prve strani in že tam vam Google da neke besede in tukaj bova dala primer iskanja na poslovno fotografijo in lahko vidite, da na primeru tega iskanja nam je Google serviral različne ključne besede, ki jih ljudje uporabljajo. In naj kar malo preberem, se pravi poslovno fotografiranje,
profesionalno fotografiranje Ljubljana, fotografiranje za CV, portretno fotografiranje in tako naprej. In to nam lahko v tem prvem, drugem koraku pomaga pri našem nadaljnjem brainstormingu. Mogoče bi še to dodal, že auto-suggest, to je tista funkcionalnost pri Googlu, ko začnemo pisati neko besedo in nam potem predlaga nadaljevanje ali pa dopolnitev te ključne besede, tudi deluje na podlagi tega, kaj ostali iščejo. In že to, poleg tega, kar je Nejc omenil, se pravi na koncu te prve strani na Googlu, nam tudi že ta auto-suggest na nek način pove, katere ključne besede bi lahko prišlo upoštevno. Tako je. Ja. Potem naslednji korak, ki je odvisen predvsem od tega, ali spletno stran že imate, pa je že nekaj časa aktivna, se pravi rečemo, da jo imate že pol leta in spremljate Google Analytico, preko Google Analytike spremljate, kaj se na vaši spletni strani dogaja. In v tem primeru obiščete Google Analytico in pogledate, kakšna so organska iskanja na Googlu za vašo spletno stran. Zdaj, ker Google ta iskanja zelo omejuje, bodo ponavadi besede kar dane v skupino not provided, kar ni tako dobro. Ampak še vseeno se splača to na hitro pogledati, tudi mi smo to naredili na primeru prvega vtisa, ampak večina, tako kot sem rekel, jih je bilo kar v non-provided, dobili smo pa, mislim, da 3-4 predloge, ki smo jih potem vključili v samo raziskavo oziroma v nadaljne faze. Ok, potem pa četrti način oziroma orodje pa je kar Googleov Keyword Planner, s katerim bo pa kar je tak dosti veliko orodje oziroma zelo priročno, tako da sem namonila kar čisto svojo točko. V bistvu to je potem ključni del raziskave in kjer boste preživeli največ časa in najbolj stvari dodelali oziroma prišli do tistih končnih ključnih besed. Ok, včasih je bil Keyword Planner na voljo brez, da bi imeli ustvarjen račun za AdWords, zdaj pa, če se ne motim, je potrebno prej ustvariti račun, seveda se ustvari popolnoma brezplačno in takoj, ko imaš ustvarjen ta račun, greš lahko noter v orodje in poskusiš srečo z vpisom ključnih besed. Okay, ja. To je najpogostejše orodje, ki ga mi uporabljamo, so pa na voljo tudi so tudi alternative, recimo Uber Suggest. Zdaj sem ravno kar pred oddajo, sem ga še spet malo pogledal, sem videl, da ga je Neil Patel zdaj očitno prevzel, tako da to orodje pomaga pri tem, da raven to autocomplete dejansko od Googla, tisto, kar sem prej razlagal, nam da vse možnosti, kar uporabniki sicer iščejo in kaj ima pač v bistvu Google noter v autocompletu. Potem je recimo BuzzSumo je tudi zanimiv, predvsem da vidimo, kaj drugi pišejo na netu, da to tudi dobimo neko idejo, okay, kakšen content, kakšna vsebina pa se na internetu pojavlja in kakšna je priljubljena. In pa Keyword Tool.io, ki je pa neke vrste alternativa te Keyword Plannerju od Googla, podobno orodje, tudi brezplačno, mislim, da je sicer freemium, tako da obstaja tudi nek del, ki je plačljiv, ampak sigurno dobra alternativa, da gremo še dodatno preveriti to, kar smo poskusili oziroma ugotovili preko Keyword Plannerja. Ko pa pridemo, se pravi, smo inštalirali oziroma vstopili v AdWords sistem in šli pod Keyword Planner, ko smo enkrat v tem sistemu, v tem orodju, imamo pa takoj na začetku 3 različne možnosti, po katerih bomo to naše iskanje izvedli. In sicer prva taka možnost je, da ključne besede poiščemo glede na naš produkt in storitev, druga možnost je na podlagi naše pristajalne strani, oziroma lahko več pristajalnih strani stestiramo. Tukaj smo vzeli kar primer glavne strani prvivtis.si. In tretja možnost je na podlagi produktnih kategorij in na podlagi tega ima Google določene produktne kategorije in potem nam da predloge na podlagi te produktne kategorije. Najboljše, da se kar sprehodimo čez prvi primer. Vse bo predstavljen na screenih, jaz bom pa ob tem, pa Zoran bova pa ob tem hkrati razlagala. Se pravi, v tisti prvi fazi, ko smo naredili ta naš začeten brainstorming, oziroma ko smo prišli do točke 4 Google Keyword Plannerja,
potem te besede iz brainstorming faze kar vnesemo v naše polje za ključne besede. Hkrati določimo lokacijo in jezik targetiranja. Sem še kaj pozabil, naj pogledam. Se pravi, preko katerega networka bomo iskali, tukaj nam Google ponuja ali preko njegovega networka ali hkrati še third party, se pravi neka druge spletne strani, ki jih Google vključuje pod svoj network. Tukaj je najboljš, ker večina vaših ljudi bo iskala kar preko Googla, da izberete kar samo Google. Ok, in ko imamo to narejeno, vnešeno, kliknemo na Get Ideas. Ko smo to naredili, dobimo sledeče rezultate in tukaj bi rada pa še malo bolj podrobno razložila, kaj nam vsak od teh parametrov pove. Kar izvoli, Zoran. Misliš po tej tabelici? Tako je. Čakaj, moraš pa malo obrniti, veš, kaj jaz malo slabš vidim. Rezultate, ki smo jih dobili, pa če jih kar malo preberem, fotografiranje, fotografije za dokumente, digitalna fotografija in tako dalje. In takoj v prvi koloni zraven imamo average monthly searches, ki nam v bistvu pove povprečno število iskanj na mesec. In če tam piše od 100 do 1K, pomeni, da v povprečju je 100 do 1000 iskanj na mesec za to ključno besedo. Vidimo, da prvo je recimo od 1000 do 10.000. Nažalost, tukaj nimamo bolj natančnega podatka, da bi zdaj imeli prav eksaktno številko, pa bi rekli, ok, teh iskanj je 200 ali pa mogoče, ne vem, 458. Tega nažalost ni in lahko dobimo samo nek, temu rečemo, približek oziroma estimation, koliko je teh iskanj. Ok, v drugi koloni imamo competition, ki v bistvu pomeni, kakšna je konkurenca za to ključno besedo, in v bistvu imamo samo 3 možne rezultate oziroma parametre, to je low, medium ali pa high. In če je seveda low, pomeni, da je konkurenca nizka in da če bomo targetirali za to ključno besedo, je zelo mala verjetnost, da še kdo zakupuje to ključno besedo oziroma da vlaga nek pretiran vložek vanjo. Ok, potem v tretji koloni imamo suggested bid, kjer nam Google neposredno predlaga, koliko naj bi bil tisti strošek na klik oziroma koliko predlaga, da naj mi investiramo na en klik oziroma nastavimo v AdWordsih, da smo pripravljeni to plačati. In zdaj, če imamo za prvo ključno besedo $21, to pomeni, da je predlaga, da nastavimo na 21 centov na klik. Jaz bi še pri tej korelaciji malo dodal, se pravi, glede na konkurenco, pa koliko bo vas ključna beseda prišla. Se pravi, če je konkurenca velika, če se vam izpiše high, bo tudi cena je ponavadi večja. Zakaj? Ker je večja zasičenost in če je večja zasičenost, boste morali biti pripravljeni več plačati za to ključno besedo. Tako da najboljše je, če dobite tiste ključne besede, kot lahko tukaj vidimo, zelo malo. Na tem primeru je zelo majhna zasičenost na trgu, kar pomeni, da smo pri našem oglaševanju ali pa pri izvajanju vsebinskega marketinga lahko veliko bolj učinkoviti kot pa na nekem trgu. Če bi zdaj jaz napisal, kupim osebni računalnik, tam je sigurno zelo velika zasičenost z oglasi in tudi z nekim vsebinskim marketingom. Ampak bi rekel tukaj predvsem z oglasi. Zakaj? Ker je to neka razvita industrija, ker ogromno ljudi kupuje to in na podlagi tega se podjetja borijo za te pozicije. Ampak to ne pomeni, da če ste firma v tisti branži, da ne boste oglaševali, ker potem so drugi načini, kako vse skupaj optimizirati. To se pa vse skupaj kasneje dogaja v samem Google AdWords sistemu. Mogoče bi še to dodal, vsi te parametri grejo na nek način z roko v roki.
ker tudi če je nizka konkurenčnost, je lahko z razlogom, mogoče je tudi zato, ker je toliko mal iskan ali pa dejansko se je že v preteklosti kdo poskusil s tem, pa ni bilo nekih konverzij na to ključno besedo. Tako da to je vedno treba vzeti v zakup vse te zadeve in pa te parametre med sabo razumeti, kot da nam ne sporoča vsak posamezno, ampak da vsi skupaj v bistvu sporočajo o tem, koliko je primerna ključna beseda za nas. Če smo na podlagi tega prvega prikaza dobili podatke glede na ključne besede, ki smo jih sami vnesli, tle bi te malo popravil, prej si mislil, da nam je Google to predlagal. Ampak to smo sami vnesli, samo to, da te popravim. Ampak tukaj je zelo pomembno, kaj potem nam Google Keyword Planner sporoči. In sicer, če malo poskrolamo, pridemo do suggested keywordov, se pravi, te, ki nam Google sam predlaga. To je opredeljeno za keyword by relevance. In predvsem tale zadeva je zelo ključna, ker nam Google predlaga ogromno novih ključnih besed, ki se povezujejo z našimi, ki smo jih prej vnesli. In potem tukaj gledamo, kaj je primerno za nas. Če preberem eno fotografiranje novorojenčkov, ker imamo mi področje poslovne in osebne fotografije, je to neka ključna beseda, po kateri nočemo targetirati. Ampak na tem seznamu pa lahko pridemo do nekih ključnih besed, ki so za nas lahko relevantne, morda tukaj slikanje za osebni dokument in podobno, ali pa slike za dokumente. Se pravi, ta vidik iskanja je zelo pomemben. Potem dodatno pa lahko kliknemo tudi na Add Group Ideas, ki so ideje, kako bi to razložil, se pravi, vse skupaj je dano v skupine targetiranih besed in ko kliknemo na to, dobimo, kako so v določeni kategoriji, katere ključne besede so vanjo uvrščene. In tukaj ponovno lahko dobimo nove ideje za naše ključne besede. In ko raziskujemo med temi ključnimi besedami, lahko jih ponovno vnesemo v sistem, kliknemo na Get Ideas in tako parkrat ponovimo samo iskanje, da vedno bolj globoko pridemo do tistih ključnih besed, ki bi bile najbolj relevantne za naš posel. Hkrati, ko pa to delamo, pa lahko vse ključne besede tudi dodajamo v naslednji korak, v naš plan. Se pravi, zakaj je to dobro? Zato, da delamo medtem, ko srčamo besede, delamo hkrati selekcijo in nam to omogoči, da potem v naslednji fazi med izbranimi ključnimi besedami, da naredimo še final check. Hkrati nam pa tudi ta sistem omogoči, da nam prikaže, glede na budžet, proračun, ki ga imamo, katere ključne besede je za naš primer najboljše izbrati. Se pravi, če imamo na voljo 10-15 evrov na dan, bomo s tem dosegli, da naprimer, ne bomo targetirali po neki ključni besedi, ki nam bo vzela 1 evro, zato ker imamo toliko majhen budžet, bomo pa targetirali ključne besede, ki nam bodo vzele naprimer 20-30 centov. Zakaj? Ker bomo s tem glede na naš budžet veliko več dosegali. Če bi imeli pa naprimer 100 evrov na dan, ki bi jih lahko potrošili, je pa morda primerno, da raziščemo tudi, kaj bi se zgodilo, če bi targetirali pa naredili oglas v Google AdWordsih tudi na to ključno besedo. Mogoče bi še to gledalca oziroma gledalko zanimalo, koliko natančen pa je Google pri tem suggested bidu. Ti mogoče kaj bi znal na to temo kaj povedati? Ja, mislim, Google, jaz ne bom rekel, da je čist natančen. Tukaj bi rekel, da se ne 100% zanašati na to. To vzemite kot nek aspekt, ki vam pomaga pri tej selekciji. Se pa velikrat razlikuje potem to, kar se dejansko zgodi v orodju. Zakaj? Ker v tem planu vam Google da v tem trenutnem času. A veste, čez 2-3 dneva se pa lahko nov oglaševalec pojavi, ki zakup te ključne besede in ki je morda tudi več pripravljen plačati. Tako da se potem to je vse skupaj dinamično in na koncu boste realno stanje dobili enkrat, ko začnete oglaševati. Ampak kaj pa lahko tu taktika?
prej, ko sem omenil neko drago ključno besedo. Na to drago ključno besedo, če naprimer ni veliko konkurence ali pa tudi, če je velika konkurenca, lahko pa morda napišete članek, ne, da ne boste porabljali denar za oglaševanje, ampak napišete članek z vidika vsebinskega marketinga in se na ta način poskušate po tej ključni besedi pozicionirati. Evo, točno to sem želel, da še dodaš, da se ni treba te številke res držati, temu rečemo kot pijanec plota, ampak da dejansko ne bo samo kako bi temu rekel, neko izhodišče, ki ga potem uporabljamo naprej pri oglaševanju ali pa pri strategiji vsebinskega marketinga. Mogoče bi tudi to, poleg tega, da se lahko jutri pojavi nek oglaševalec, je seveda tudi odvisno, če govorimo zdaj o oglaševanju, od oglasov. Ker bolj, ko so tudi oglasi kot taki kvalitetni, tudi nižja bo cena na klik. Tako je. Mogoče bi tle samo še dodal, ko smo z vsem zadovoljni, lahko zadeve zdownloadamo, se pravi, da si jih shranimo naprimer v Excel dokument ali pa jih direktno vnesemo v Google AdWords oziroma jih dodamo kot kampanjo v Google AdWords. Zdaj pa je zelo pomembno, da poveva še, kaj pri tem iskanju, kakšne ključne besede iskati. Ja, zakaj je to pomembno? Ker namreč na prvi pogled, zdaj smo imeli veliko teh ključnih besed, ki so relativno enostavne, tipa fotografiranje, poslovno fotografiranje in tako dalje, ampak v resnici uporabniki, ko gredo iskat nekaj na Google, ne iščejo to zelo preprosto, ampak smo lahko zelo specifični. In daljša, ko je beseda, bolj kot je specifična, temu rečemo long tail keyword. Po drugi strani pa imamo tudi tako imenovane head terme, oziroma to so ključne besede, v katere sem ravnokar prej omenil. To je čisto najbolj preprosta fotografiranje. In izkaže se, da v bistvu uporabniki samo mogoče okoli recimo 1/3, 30% zares iščejo po teh head termih, se pravi preprostih ključnih besedah, da rečejo oziroma da noter v Google napišejo fotografiranje. Velika večina iskanj je pravzaprav long tail keywordov. To se pravi keywordov, ki so daljši, ki so bolj specifični, ki bo bolj v smer tega, kako dejansko uporabniki iščejo. Pa če dava kak primer, recimo fotografiranje poslovnih ljudi ali pa naprimer fotografiranje zaposlenih za dokumente. Ne vem, to mogoče ni najbolj primerno, ampak to je tisti primer daljše ključne besede, kako dejansko uporabniki tudi iščejo. Jaz bi mogoče na tem primeru poudaril, pa ker je slovenski trg zelo majhen, pri kratkih besednih zvezah oziroma teh headih so ponavadi besede dolge med 1 pa 3 karakterje oziroma besede. Besedne zveze so dolge med 1 pa 3 besedami. Medtem ko long tail keywords so 3, 4 plus besede. Zakaj to izpostavljam? Zaradi tega, ker v primeru poslovne fotografije bi jaz pod long tail dal kar tiste, ki imajo 3 besede skupaj. Zakaj? Ker zelo malo ljudi išče po teh res dolgih besedah, oziroma nam jih Google sploh ne predlaga, ker je toliko malo iskanj na to temo. Se pravi, tudi če boste vi zelo dolgo besedno zvezo napisali, vam bo Google prikazal, oziroma ta planner tool vam sploh ne bo pokazal, da ljudje iščejo za to ključno besedo. Tako da do teh ključnih besed boste morda prišli šele, ko boste začeli oglaševati, pa se vam bodo izpisovale same v sistemu. In takrat je lahko to znakan, ali pa če se pod določeno ključno besedo nabere ogromno iskanj, da pa še to ključno besedo vključite kot v del vaše kampanje. Tako da tukaj je slovenski trg malo bolj, ali pa ta nišna storitev malo drugačna. In to sem hotel nekako izpostaviti. Ja, če bi imeli mogoče neko drugo področje, pa dajva reči, naprimer, da imamo spletno trgovino z igračami, bi mogoče te long tail keywordi bolj prišli v poštev. Naprimer, decembra bi lahko pisali ideje za darila, za božična darila za deklice. To bi bil primer long tail keyworda. Tako je. Ok.
ko smo z našim na koncu res zadovoljni, ko smo izbrali te naše, kar rečva, long tail keyworde, mogoče bi še to poudaril. Na začetku, kot ste lahko opazili, smo šli iz teh preprostih ključnih besed. Ampak te preproste ključne besede na koncu niso tiste, ki jih bomo res uporabljali ali za naš vsebinski marketing ali pa oglaševanje. Ampak predvsem želimo targetirati po teh long tail ključnih keywordih. Zakaj? Ker pri zelo splošnih ključnih besedah je veliko iskanj, ampak hkrati je tudi cena ponavadi višja, pa veliko manj je targetirano, kar pomeni, da vi ne veste, v kateri fazi nakupnega procesa se lahko nahajajo kupci. Medtem ko so long tail keywordi veliko bolj specifični in lahko veliko bolj opredelijo, v kateri fazi nakupnega procesa se ljudje nahajajo. In ja, predvsem vi želite zadeti tiste, ki so mogoče že res zelo, zelo nagnjeni k samu nakupu. In to bo potem tudi veliko bolj efektivno za vaš budžet, proračun, še posebno, če nimate veliko sredstev za vlaganje. Tako da v tem primeru se samo na long tail keyworde osredotočite. V primeru pa, da je vaš budžet večji, pa bi želeli graditi tudi na samem zavedanju, naprimer vaše spletne strani, se pa lahko tudi v tem primeru uporabijo te splošne ključne besede, ampak v osnovi jih midva pač ne priporočava. Ko pa to vse vnesemo in začnemo oglaševati, izvajati vsebinski marketing, je pa ful pomembno, da analiziramo, kako se te naše ključne besede obnašajo, kaj nam sporočajo rezultati in našo kampanjo vse skozi optimiziramo. In enaka zadeva velja za sam vsebinski marketing. Moramo videti, kako se naš članek obnaša, morda narediti kakšno spremembo čez nekaj časa, tako da proces se ne ustavi tukaj, ampak je potrebno to tudi spremljati oziroma spremljati obnašanje naših ključnih besed. Sva pokrila vse za danes, sva super. Mogoče malo bolj zapletena tematika, sigurno pa zelo koristna, ker kot sem že na začetku povedal, naš prvi vstop praktično na internet je preko Google ali pa drugega iskalnika, recimo kot prva alternativa Bing. Tako da je tudi z tega poslovnega vidika izredno pomembno, da svojo vsebino, oglaševanje tudi močno prilagodimo tem smernicam, o katerih smo tudi danes govorila. Ok, to bi bilo vse za danes. Vidim, da Dejc kar samo kima, tako da je zadovoljen s tem. Hvala, ker si bil z nama oziroma bila z nama in pa se vidimo naslednjič, ko bomo govorili o... Mislim, da je kako napisati učinkovit blog prispevek, članek. Tako je, ja. Tako da spremljaj nas še naprej in se vidimo naslednjič. Čau. Why?